Torej, zunaj je moja druga knjiga, šele druga, kmalu bo sledila, upam, tretja, Tržaški pogovori. Ti pogovori so nastajali najprej med letoma 2002 in 2006, ko sem živela v Trstu, potem pa sem se v to mesto seveda rada vračala in sem nadaljevala z intervjuji, kajti tako kot povsod je tudi v Trstu, ali pa morda v Trstu še posebno, veliko zanimivih sogovornikov. Seveda sem morala narediti selekcijo, izbrala sem 18 intervjujev, v glavnem s kulturniki, 16 jih je Slovencev, tržaških Slovencev, 2 pa sta, da rečem tako, ne Slovenca, eden od njiju je Claudio Magris, to je znan, zelo znan tržaški pisatelj, ki se tudi omenja vedno v povezavi s kandidaturo za Nobelovo nagrado, doslej je še ni dobil, morda jo kdaj bo. In pa Veit Heinichen, to pa je zelo zanimiv gospod, pisec kriminalk, Nemec, ki se je pred desetletji ob svojem prihodu v Trst zaljubil v to mesto in potem se je odločil, da bo zapustil Nemčijo, ker je bil ugleden založnik in se je preselil v Trst oziroma v njegovo okolico, v Kraško vas, s pogledom na morje, tam živi in piše kriminalke, ki so prevedene tudi v slovenščino in po njih je nastala tudi nadaljevanka, ki jo je predvajala tudi TV Slovenija pred časom. Ima pa Trst seveda tudi slovenskega kandidata za Nobelovo nagrado, Borisa Pahorja. Ta v knjigi tej ni zajet in to zato, ker sem z njim naredila toliko pogovorov in o njem toliko pisala in njegove življenje, ki je v bistvu nekakšen koncentrat zgodovine minulega stoletja z vsemi njegovimi totalitarizmi, je tako zanimivo, da bo njemu posvečena naslednja knjiga, samostojna. Mislim, da so ti pogovori zelo zanimivi. V veliko čast mi je, da je Tone Patlič, pisatelj Mariborčan, ki je veliko sodeloval s tržaškimi kulturniki, že po svoji gledališki funkciji, pa tudi sicer, da je on prebral to knjigo in rekel, on, ki je res poznavalec Primorcev, da tako rečem, Primorcev, ki so seveda tudi Maribor zelo zaznamovali in njegovo zgodovino in to v pozitivnem smislu zaznamovali, da je celo on rekel, da je iz knjige izvedel marsikaj novega. Če je izvedel Tone Patlič, poznavalec, boste najbrž izvedeli tudi vi, če boste knjigo seveda vzeli v roke in jo vsaj prelistali, ampak sem prepričana, ko jo boste prelistali, se ne boste mogli upreti temu, da jo preberete.